No, akcija, ki je potekala od 1. do 23. septembra, je dejansko zaključena, tudi nagrade so izžrebane in z akcijo smo zadovoljni. 110 ljudi, občanov je prineslo v vseh 11 zbirnih centrov odpadno elektronsko in električno opremo in zbrali smo jo kar nekaj, bistveno več kot v dnevih, ko ni bilo akcije, tako da verjetno je ta način spodbujanja prebivalcev pravi in ga bomo seveda še kdaj ponovili. Oddala sem več stvari. Nekaj baterij in žarnic. Oddala sem tudi električno metlo in en računalnik. V občini Brda se tudi seveda obnašamo in skrbimo za naše okolje, tudi s pomočjo družbe Komunala d.d. in tudi naše izhodišče je in izhodišče tudi občinskega sveta in uprave je, da največ lahko dosežemo na naše okolje z vzgojo, zbiranja teh odpadnih, ekološko spornih predmetov. Za jo pozdraviti smo tudi z naše strani podprli, smo veseli, da je družba Komunala izpeljala in smo še bolj veseli, da imamo tudi enega izmed nagrajencev z naše občine, da je imel to srečo. Mogoče sem prej rekel, da če srečke ne kupiš, tudi ne moreš pričakovati nagrade. V tem primeru se bo treba malo potruditi in prinesti te odpadne baterije in druge ekološko sporne odrabljene predmete v zbirni center v Staro Goro. To je enkratno za zbiranje in pa sortiranje odpadkov, ker drugače so se nabirali odpadki v vseh potokih in takih stvarih. Jaz že kar dosti časa ločujem odpadke, tako da vedno poskrbim, da pridejo na pravo mesto. Torej, tako kot je že direktor občinske uprave povedal, je akcija potekala zato, da ozavestimo ljudi, da ljudi spodbudimo tudi k ločenemu zbiranju odpadkov in pa predvsem je bil poudarek na odpadni elektronski in električni opremi, ki je do neke mere tudi nevaren odpadek. V tej elektronski odpadni opremi je vrsta nevarnih snovi, ki če zaidejo v okolje, v naravno okolje, lahko povzročijo veliko škode. V njih so težke kovine, tudi druge kemične spojine, ki lahko močno onesnažijo naravno okolje. Zbrali smo v tej akciji 7600 kg velikih gospodinjskih aparatov, 1200 kg televizij in monitorjev, 1120 kg malih gospodinjskih aparatov in pa 1200 kg hladilnikov. Tako da je to relativno dosti. Verjetno vsi niso niti oddali listka, ker so pač nekako mogoče hiteli. Žal jim je lahko, ker so zamudili priložnost, tako kot si rekel, če ne kupiš srečke, pač ne moreš biti žreban. Samo jaz sem to presenečen na to akcijo, ker sploh nisem vedel, da se to zbira. Jaz sem slučajno peljal v tistem času noter na odpad, na postajo. Mislim, da je prav, da vsak poskrbi, da naredi tisto, kar lahko naredi, da poskrbi za okolje in za naravo. Zdaj, mogoče se zdi to nekaj majhnega, kar lahko vsak naredi, ampak na koncu, če vsi tako delamo, potem bodo kakšni rezultati. Torej, današnja podelitev nagrad za najbolj pridne, če rečemo tako, zbiralce nevarnih odpadkov se je zgodila tukaj v občini Brda, najbrž ni slučaj. Ne, to ni slučaj. Občina Brda kot občina, ki se želi biti tudi ekodestinacija, na katera delamo ogromno na turizmu, pomeni, da imamo tudi urejeno in čisto okolico in zato take akcije podpiramo. Podpiramo tudi z tega vidika, ker prepričani smo, da bi rekel, v ohranjanju lepe narave in skrbu za nas naravo moramo skrbeti že pri otrocih, pravi pri vzgoji in to je ena izmed akcij, ki dela na tem, da ljudi vzgajamo, ne pa kaznujemo, ker mislimo, da je kaznovanje neka naslednji korak oziroma nima tistega pravega efekta, kot ga ima vzgoja. Mi, če želimo dolgoročno skrbeti za našo okolico, za našo naravo in dosežemo svoje želene rezultate, je treba delati na vzgoji ljudi.
Torej, menili ste prizadevanje občine za ekoturizem, za eko način življenja, pridelave hrane. Se pri vas to že pozna tudi v nekih rezultatih, če rečemo tako, v boljšem obisku ali boljših gostih, kakorkoli že? No, sigurno, pozna se v strukturi gostov in gost, ki prije zahtevan in tisti gosti, ki želimo, da pride v občino Brda, so, bi rekel, zahtevni gostje, znajo in imajo odprte oči in ko vidijo, da se po Brdih lahko, oziroma se nekateri, pa tudi sami peljejo, lahko z električnimi motorji do električnih koles, ko vidijo, da imamo na osnovni šoli postavljeno sončno elektrarno in tudi pač ustrezna ekološka kontejnerska mesta in zbirne centre, to znajo ceniti in vejo, da tudi naši slogani, naše besede, ki so v raznih prospektih, deplijanih in s katerim vabimo, niso samo besede, ampak da to tudi udejanjamo.